Živijo, torek, definitivno torek sem preveril, ura je, sem jo tudi včeraj premaknil, tako da je tista ta prava, tako kot smo nekako zmenjeni, da se vidimo. No, spečkano govorim malo bolj iz soda, ampak to je pač posledica te pomladi, ki nam prihaja, zgleda. Dobro, to bomo zrihtali. Gor sem zapisal 3 koraki do nekega zaslužka na internetu. Ok, marsikdo me sprašuje, pa kaj so to za eni 3 koraki? Ma glej, to je načeloma čist sicer preprosto, ampak ni pa tako spet preprosto. Se pravi, moraš se kar nekako zauzeti pa jeti po teh korakih, pa da se razumemo, ni tukaj samo delo na internetu, za delo na internetu niso potrebni te 3 koraki. Te 3 koraki so potrebni pravzaprav in so nuja za vse, karkoli počneš v življenju. A naj bo to služba, ki jo že sicer upravljaš, naj bo to delo na vrtu, ma karkoli. In kaj so zdaj te 3 stvari? Ena prva stvar in najbolj v bistvu pomembna, da se sploh česa lotaš, je ta neka energija, ta neka samopodoba, da si sam pripravljen nekaj narediti, da si se pripravljen nekaj naučiti, da si pripravljen narediti v bistvu zase neke spremembe in tako naprej. Se pravi, o tem pa itak že skozi govorimo in tukaj na Facebooku tudi objavljamo razne, kako je že po slovensko, izreke, ne, ki nekako motivirajo, ki nekako povejo marsikaj takšnega, kar je koristno, da človek potem malo spremlja, oziroma da se tega nekako kar malo drži. Tako da tukaj o tem ne bom preveč na široko. Spremljajte Facebook, spremljajte tisto, kar jaz pišem, spremljajte to, kar drugi pišejo, si tega je res ogromno. V bistvu ampak treba je vedeti, ne, človek mora biti prav. Glej, tudi če si brez službe, recimo, ne, če nisi ta prav, jo ne boš dobil. Se pravi, moraš se zaangažirati, da to službo dobiš. Je razlika, verjemi, da je razlika, ali se res angažiraš, ali pa, ne vem, ali pa to bolj medlo delaš, ne. To je nesporno dejstvo, da za vsako stvar se treba res potruditi, res zagnati noter, posvetiti pravzaprav temu, kar hočeš delati, ne. No, okej, ampak pustimo to zdaj, da ne bomo tukaj predolgi, ker te stvari tak stalno govorimo, ne. Sami sebi, potem nekateri govorijo to tudi drugim, imate ljudi, ki so specializirani za te zadeve, za samopodobo, za osebno uspešnost in tako naprej. Kaj pa pol naprej, ne? Naprej je pa spet, če se dobro zdaj malo pomisliš, je pa spet treba neki, ne? Moraš imeti pa najprej spet neka orodja. Zdaj kaj je orodja? Orodje rabiš za to, da doma počistiš stanovanje. Orodje rabiš za to, da vrt poštimaš. Ok, se ga poštihaš tudi, ne, seveda. Potem zakaj rabiš orodja? Karkoli, kar počneš, če hočeš nekam priti, rabiš avto, če hočeš, ne vem, karkoli narediti, rabiš neka orodja. Zelo malo je stvari, ki se naredijo v bistvu z nekimi miselnimi procesi, z nekimi manualnimi spretnostmi, da ti nič rabiš. Seveda so, ampak povsod je neko orodje potrebno in ne misliti, da če se lotiš dela na internetu, da tukaj pa kar samo leti. Tudi tukaj je treba si postaviti neka svoja orodja in ta orodja je pravzaprav, hoče povedati to, na internetu zelo lahko postaviti. Samo bojimo se. Če se jaz spomnim, kako sem se jaz bal, ko sem se pred leti lotil raziskovati tega interneta. Lej, pa nisem več uno, ne? Jaz sem že sivi panter. Ok, nisem čisil, ampak po letih. In ko sem se jaz to lotil, to je grozno, kako se to človek boji, ko se bojiš vsako stvar pritisniti. Ampak če ti zdaj povem, da po teh letih izkušenj, ko jih imam, da je to čisto enostavno, da je recimo eno od orodij, ki ga nujno rabiš, če delaš nekaj na internetu, je, da imaš spletno stran. In če ti jaz povem, da je spletno stran narediti, ne bom rekel mala malca, ni, ne, ipak moraš spet nekje dobiti neko znanje, da ti to lahko narediš. Ampak, če ti jaz povem, da imaš predznanja, da znaš malo v Wordu delati, pa da znaš iz mobilnim telefonom fotko narediti, ali pa boh te daj malo video posnet, imaš čisto dovolj znati, da si sam narediš svojo spletno stran. Garantiram. In kaj pa še rabiš? Pa še rabiš v bistvu to drugo glavno orodje je pa spet, ki ga pa rabimo,
vsi tisti, ki se ukvarjamo z internetnim marketingom, pa da se zastopimo tudi tisti, ki internetni marketing, recimo, delo na internetu uporablja samo zato, da pomaga neki svoji obstoječi dejavnosti, ki je lahko čist offline, ki lahko, ne vem, prodaja gume, prodaja kartuše, prodaja dela storitve vodovoda, recimo, ne vem, dela računovodski servis. Vsi ti potem rabijo to neko spletno stran, bom mogoče drugič malo več o tem povedal, zato da ne bomo zdaj preveč na veliko, pa da vas ne zamorim, in pa rabi neko listo svojih potencialnih strank, s katero komunicira. In to so tisti ljudje na tej listi, vedno, ki jih zanima natanko, ponudba natanko od tega, katerega lista je. Se pravi, tisto listo, ki jo jaz gradim, so notri ljudje, ki jih zanima natanko to, kar jaz delam. Kako to vem? Vem zato, ker uporabljam prava orodja, s katerimi lahko to kontroliram. In vse to, ne kako narediti spletno stran, pa ne kako narediti listo kontaktov, to je večkrat več. Ampak gor, ko sem napisal en linkič, ta linkič vas pelje do ene videoserije, ki sem jaz posnel lansko leto in še vedno na moji spletni strani in si lahko pogledaš, kaj so tisti 3 koraki. To je, ne vem, to je 12-13 takih kratkih videofilmov, ki ti vsak dan enega pošljem, tako da ni to malo preveč. To so kratki videofilmi, vsak dan dobiš enega od mene, pogledaš, rečeš, ok, čau, mi odgovarja, mi ne odgovarja, se bom tega lotil, se ne bom tega lotil. Ne vem, če bom še dolgo zdržal, ker je že kodničevo tlele malč gečka po grlu. Ampak, kot sem rekel, bom zmagal, ker ni hudega, samo malo na glas mi vpliva. V glavnem, se pravi, orodja, in zdaj pa še ta 3. korak, ki je pa zdaj spet bistven in se spet ozri, spet na vse tiste, na tista vsa opravila, ki sem jih prej omenil, se pravi, kako doma čistaš stanovanje, kako doma vrt urejaš, kako delaš karkoli, in karkoli, za kar imaš orodja, moraš ti ta orodja seveda poznati in vedeti, kako se z njimi dela, Preprosto. Če imaš metlo, jaz sem šel malo prej od zunaj, malo pomest tele pred mojim lokalom, moram zdaj metlo uporabljati, če bom narobe obrnil, valjda, da ne bo nič. Samo en tak marginalen primer. V glavnem še enkrat, prava oseba, mi moramo biti pravi, da se karkoli lotimo, ker moramo biti pripravljeni, da to delamo. Zato je motivacija in obiskovanje mogoče nekih delavnic ali pa kaj zelo pomembno, ker nas dvigne. Mi sami smo ljudje taki, da nas dostakrat malo v bistvu se ne znamo sami, rabimo eno pomoč. Zakaj ne? Sej zdravniki pomagajo pri zdravju, ne vem, nekdo drug pomaga pri nečem, zakaj ne bi si tudi tukaj našli neko pomoč, ker obstaja ta pomoč. Se pravi, druga stvar, orodja, in orodja za delo na internetu, ne boš verjel, so marginalno poceni, narediti posel na internet zahteva tako malo enega denarja kot investicijo, si ne moreš misliti, to rečemo, jaz dostakrat rad rečem, da je to, rečemo, 1 kava na dan, pa imaš ti posel na internetu. Zdaj se pa vprašaj, se lahko odrečeš 1 kavi na dan, se lahko odrečeš 3 cigaretom na dan, recimo, da gremo samo na une stvari, ki kao škodijo, pa jih imamo zelo radi. No in pa znanje, znanje za ta orodja uporabljati. Tako da, to so stvari, ki so potrebne. Če te zanima kaj, o čem sem zdaj govoril v tem živem javljanju, več res lahko zveš, serija je brezplačna, serija teh video, 13 video, mislim, da jih je 13, uvodnik plus 12, poglej si to serijo. Te nič ne stane, imaš ful brezplačno, greš samo tam, klikneš na ta link od zgori, bo zahtevalo od tebe, da mi daš tvoj ime pa mail, kamor ti bom jaz te videofilme potem lahko poslal. To je to. Potem pa zbiraš, pa rečeš, ja, ok, lahko to delam, ali pa rečeš, jaz tega ne morem delati, to smo pa zdaj spet pri prvi točki. Mi. Imejte se lepo, uživajte današnji dan, razmišljajte malo o stvareh, ki lahko vam popravijo življenje, se pravi, da bilo s čim, ali s tem, da poskrbite za svojo samopodobo, za svojo osebno uspešnost, poslovno uspešnost
je del osebne uspešnosti. Pa se pa začnite zanimati, ali boste kaj rabili taka orodja, ali boste se hoteli kaj naučiti o teh orodjih. Če boste to kaj rabili, kličite. Jaz tle pa vam lahko pomagam. Še enkrat.